Pozdravljeni, spoštovane gledalke in gledalci. Danes ponovno gostimo dr. Sašo Poljak-Lukek kot strokovnjakinjo iz področja vzgoja in delavko v osnovni šoli oziroma z večletnimi izkušnjami iz šolstva. Pozdravljeni. Dober dan. Kakšno vlogo ima učitelj v današnjem času? Ja, to je kar težko vprašanje. Verjetno se veliko učiteljev prav s tem spopada, kakšna je še vloga učiteljev. V današnjem času, v vsem hitenju, se mi zdi, da učitelj izgublja svojo vlogo takšno, kot je imel v preteklosti, in da se v tej hitrosti še učiteljeva identiteta oblikuje na novo. Predvsem se mi zdi pomembno, da učitelji oblikujejo neko identiteto ponovno, z neko suverenostjo. Velikokrat slišimo od učiteljev, da jih je strah na eni strani učencev, na drugi strani staršev in potem še vsega sistema, ki jih sili vedno v nove naloge in so preobremenjeni z vsemi zadolžitvami. Tako da je tukaj tudi vloga učiteljev, da počasi v tem sistemu najdejo neko identiteto, kjer bojo lahko spet prva skrb njihova izobraževanje otrok, ker danes mnogokrat ni tako. Se pravi, danes na nek način, pravite, izgubljajo tisto vlogo, ki so imeli včasih. Kaj bi pa lahko bila tista njihova nova vloga, če se lahko tako izrazim? Ja, predvsem sledenje otrokovim potrebam in pa tudi vsem zahtevam, ki jih prinaša današnja družba. Vemo, da v poplavi informacij moramo vedno več informacij imeti. In tukaj nekje se učitelji zdaj ponovno morajo najti, se pravi, kako najti neko ravnotežje med poplavo informacijami, ki jih morajo posredovati učencem, vseeno ne zanemarjati odnosa, ki ga vzpostavljajo z svojimi učenci, ker le-ta zaznamuje življenja otrok. Le-ta zaznamuje življenja otrok. Na kateri način? Ja, otroci so v šoli velik del svojega otroštva in stvari, ki se dogajajo v šoli, jih seveda zaznamujejo tako osebnostno kot tudi razvojno. Tako da je zelo pomembno, da imajo v šoli nekega sogovornika, tudi v starejših, se pravi v učiteljih ali v drugih delavcih šole, da so učitelji tudi tisti, ki znajo prisluhniti otroku, ki znajo tudi videti enega slehernega otroka med vsemi 20, ki jih imajo še v razredu, seveda kljub vsem zadolžitvam, ki jih še imajo. To je res težka naloga za učitelje v današnjem šolskem sistemu. Mi govorite o tem, da mogoče starši dostikrat pozabijo na neko svojo vlogo in to vlogo prevzemajo učitelji? To je še dodaten pritisk, ki ga učitelji doživljajo, da se starši znebijo določene odgovornosti, saj tak občutek je, in da želijo, da šola popravi vse tisto, tudi kar sami niso uspeli narediti. Seveda to ne gre tako. Še vedno, kljub temu, da so otroci velik del dneva v šoli, vzgajajo še vedno starši, in starši so tisti, ki nosijo tudi odgovornost za vzgojo otrok. Učitelji so jim suport v tej vlogi. Ja, suport v tej vlogi, ampak velikokrat učitelj ostane sam z temi vsemi občutki. Kot ste že prej rekli, na eni strani nadrejeni, starši, otroci, podrejeni, jaz ne vem, potem še ta vsa birokracija. Kako naj učitelj sploh čustveno preživi vso to zmešnjavo enih občutkov? Različno je, ker so si učitelji tudi zelo različni. Se pravi, nekateri najdejo pot v tem, da se zelo posvetijo delovnim nalogam, nekateri najdejo pot v tem, da poiščejo izven svojega delovnega nekaj, kar sprosti. Vse to pripomore, da so v tistih 5-6 urah, ko so z učenci, čim bolj sproščeni, čim bolj suvereni v svojem delu in s tem lahko tudi otrokom najbolj pridejo nasproti in jim tudi posredujejo tista znanja, ki jih potrebujejo. To je izziv vsakega poklica, kako v poklicu dati največ, se ne iztrošiti in kako najti neko ravnovesje med vsemi pritiski, ki jih doživljamo na svojem delovnem mestu. Bistveno je, da se učitelji zavedajo, da njihova
naloga in njihova odgovornost je izobraževanje otrok in da poskušajo vse ostale moteče dejavnike, ki vedno bojo, čim bolj prilagoditi, tako da lahko to nalogo opravljajo odgovorno in primerno. Sigurno nimajo lahke naloge, ne? Sigurno Več je ne. pa to, na primer, da je tam, čisto realno gledano, kopica enih otrok, ki vsake toliko časa oziroma non-stop, grdo rečeno, razsujejo te ure. Kako, na primer, naj on tam se obnaša do njih oziroma da iz tistega razreda, grdo rečeno, res odnese najbolj celo kožo? Jaz iz svoje izkušnje v osnovni šoli lahko povem, da dokler me je bilo strah otrok, nisem mogla delovati v razredu, ker otroci začutijo strah. Tako da zato imajo ponavadi učitelji z daljšim stažem manj težav s tem, ker svojo suverenostjo, izkušnjami že obvladujejo ta strah. Dokler pa ti prideš z nekim strahom, celo strahospoštovanjem do otrok in njihovih staršev, ne nazadnje, tudi pa zelo hitro otroci najdejo pot, kako ta strah obrniti v svoj prid, tako da se izognejo obveznostim, ki jih imajo in, tako kot ste rekli, razsujejo uro in s tem se malo olajšajo bivanje v šoli. Tako da ključno za učitelje je obvladovanje lastnega strahu. Kako se to obvladuje? Kako se naj učitelj na nek način sam ovrednoti to? Pomembno je, da na drugi strani vidimo otroka. To niso neki odrasli ljudje, ki nam hočejo slabo. So samo otroci, zlasti v osnovni šoli, z vsemi svojimi burnimi reakcijami, ki so čisto njihovi telesni odzivi na situacije, ki jih doživljamo. In ko vidimo na drugi strani nekega otroka, ki nam v bistvu v moči ne parira, ampak smo mi tisti, ki smo odgovorni in suvereni, potem se ta strah bistveno zmanjša. Niso nam več sovražniki in začnemo z otroci sodelovati. In ko začnemo z otroci v razredu sodelovati, takrat se začnejo pa spremembe, takrat pa lahko učimo, otroke spodbujamo, oni nas učijo, kako čim bolje pristopiti. In to je ta vzajemen odnos, ki pa potem naredi to težko nalogo malo lažjo. Kako to čisto konkretno naredimo, da sodelujemo z njimi? Pogledamo jih, kaj jih zanima, kje jih pritegnemo, na kakšen način jim moramo razlagati, zato da lahko oni sledijo. Tudi razredi med seboj so si zelo različni. Ali potrebuje razred neko glasno razlago, ali potrebuje bolj umirjeno razlago, kakšen tempo potrebuje. To je vse, v čemer se lahko oglasimo z otroci in potem seveda stvar postane lažja. Vse to večinoma delamo čisto podzavestno, poskušamo najti nek način sodelovanja. Je pa pomembno zlasti v šoli, ko je tak raznolika skupina otrok, da smo čim bolj senzitivni na skupino. Zelo hitro prepoznamo, kateri je tisti v skupini, ki potrebuje mogoče malo več pozornosti, ki je tisti, ki ne izkazuje potrebo po pozornosti, ampak ga vseeno moramo vključiti. Se pravi, da v tem učnem procesu najdemo tudi čas za te osebnostne, odnosne stvari, ki nam potem pomagajo, da naredijo celo skupino bolj obvladljivo. Ker velikokrat se sliši ne to, kaj smo se naučili od nas starejših, ampak to, kakšni so bili ti učitelji oziroma katere krivice so nam naredili. To najbolj ostane v spominu vsakega otroka. Res, da se moramo veliko stvari naučiti, ampak to so stvari, ki jih pozabimo. Izkušnje, ki smo jih doživeli v razredu, pa zavedno ostanejo. Ko nas učitelj ni razumel, ko nas je izpostavil po nepotrebnem, ko nas je preslišal, ko nas ni zavaroval, ko se nam je nekaj dogajalo. To je pa tiste stvari, ki nam ostanejo. Se pravi, da nam ostanejo tudi lahko pozitivne stvari. Seveda, veliko je pozitivnih stvari tudi v šoli in so učitelji, jaz verjamem, da jih je veliko, ki znajo te izkušnje v otrokih narediti. Preprosto, da otroka opazijo, da ga znajo tudi spodbuditi, pohvaliti, zaščititi, če je to potrebno. In to je tisto, kar potem ostane. Se pravi, da je lahko učitelj na nek način sokreator družbe oziroma eden iz močnejših stebrov te družbe. Seveda je,
v šoli poleg vse snovi se učimo tudi vrednot, kaj je pomembno. In če je učitelj v razredu nekdo, ki so mu pomembni odnosi, potem bo to neka vrednota, ki jo bo posredoval otrokom. Pa če se vrnemo še mogoče malo nazaj na to čisto razredno obliko poučevanja, kako na primer otrokom postaviti kazen v razredu? Kazni morajo biti, oziroma pravila morajo biti vnaprej znana. In če so pravila vnaprej znana in posledice kršenja teh pravil, potem je stvar lahko zelo gladko in hitro steče. In otroci se bojo poskušali izogibati kazni, če jim bo to prineslo neke pozitivne posledice. Bodisi v tem, da bojo imeli nek odnos, da bojo opaženi, da bojo pohvaljeni. To je tisto, kar otrok potrebuje. In poleg tega, da potrebujemo v razredu seveda pravila, ker je veliko otrok, potrebujemo tudi te spodbude in pohvale, za katere se potem otroci trudijo in si želijo jih doseči. Se pravi, na nek način brez nekih resnih pravil težko deluje razred? To je skupina različnih otrok. So te skupine lahko tudi zelo velike, tako da seveda brez pravil ne gre. Že kot družba delujemo tako, da imamo določena pravila za to, da lahko funkcioniramo. Otroci jih pa še zlasti potrebujejo, zato ker njihova domišljija in sposobnost, kaj lahko vse naredijo, je res neskončna. In če ne bojo imeli nekih pravil in pa neke možnosti, da se znotraj tega obnašajo, seveda ne bo šlo. In kot ste rekli, otroci itak kršijo pravila po celi črti. In zdaj, na primer, tak otrok si to pravilo po svoje prevede in pove to staršu doma. In ta starš pride v šolo. Kaj naj učitelj naredi takrat, ko na nek način pride starš, ko je sigurno jezen zaradi tega, ker se je pač njegovemu otroku zgodila krivica? Največ, kar za otroka lahko starši naredijo, je, da najdejo sogovornika v učitelju. Najtežje je razreševati stvari, kadar so si učitelji in starši na različnih poljih in se bojujejo drug pri drugem, kdo ima prav, in gre vedno na škodo otroka in njegovega dobrega počutja v šoli. Tako da naloga staršev in učiteljev je, da postanejo sogovorniki. Na kjer način? Starš verjame otroku, učitelj ima neko svojo zgodbo oziroma tudi če so zgodbe različne, skupna točka učitelja in starša mora biti, da se otrok v šoli dobro počuti in da otrok v šoli lahko dosega cilje, za katere je sposoben. To mora biti skupna njun skupni cilj. In če si za to prizadevata, potem lahko tudi ta različna mnenja, različna stališča nimajo takega vpliva. Si reče lahko v redu, stvar smo doživljali na različne načine, kako bomo zdaj naredili, da bo za tega otroka čim bolje poskrbljeno. Tukaj morajo starši stopiti malo nazaj, učitelji malo nazaj. Ne sme biti neke ogroženosti, ampak moramo drug v drugem videti neke sodelavce v neki pomembni nalogi, to je vzgoja in izobraževanje otrok. Se pravi, da se starš in učitelj začneta pogovarjati o tem, kako bosta sodelovala in ne o tem, pač na kje način se bosta kregala glede tega, kaj verjeti otroku. Velikokrat stvari ne moremo razčistiti. Tudi če smo vsi prisotni, doživljamo stvari na različne načine. Tako da cilj pogovora ni to, da dosežemo nek skupni konsenz, ampak to, da znamo sodelovati naprej, da lahko kljub različnim stališčam, učitelj in starš bosta vedno imela različna stališča. Starš doživlja svojega otroka na čisto drugačen način, kot ga doživlja učitelj v šoli, zato ker se tudi otroci različno odzivajo na različne odrasle v njihovem življenju. Tako da nikoli ne bosta čisto sogovornika, da se bosta strinjala vsem, kar se tiče otroka. Je pa pomembno, da imata skupni cilj. To je delati dobro za otroka in ga zavarovati. In če starš vztraja v svoji neki drži, kaj naj učitelj naredi v tistem trenutku? Stopi korak nazaj, se opraviči, stopi v tisto obrambno držo? Če je opravičilo na mestu, seveda tudi z opravičilom ni nič narobe. Če pa gre samo za neka različna stališča, je pa pomembno, da učitelj zna najti nek dialog, kjer se ta ogroženost malo zmanjšuje. Se pravi, da ne nastopi še on,
v neko tekmovalnost, ampak da na drugi strani vidi samo starša, ki je zaskrbljen in v svoji zaskrbljenosti lahko se izraža tudi na način, ki ni najbolj primeren in da to nima nobene povezave z učiteljem, ampak z njegovo starševsko vlogo, ki je verjetno malo nesigurna, ne vejo ravno kako in kaj s tem otrokom, so zaskrbljeni, jih je strah in če na tak način razumemo starše, potem zelo hitro dobimo sogovornika na drugi strani. Se pravi, če nekako celotno zgodbo najinega pač pogovora malo strnem, je na nek način v šoli se odraža pač neko stanje družine, če prav slišim. Otroci bojo v šoli poustvarjali tudi odnose, ki so jim poznani doma. Zato so pač v razredu imamo otroke, ki zelo izstopajo, otroke, ki so zelo mirni, ki so zelo spravljivi, ki so zelo prepirljivi. Na nek način izraža tudi dinamiko, ki je temu otroku poznana od doma. Ampak to še ne pomeni, da lahko mi otroka krivimo, da lahko družino ožigosamo, kakšna je. Samo je pa nek pokazatelj, kaj ta otrok doživlja, kje ima mogoče malo primanjkljajev, kje potrebuje več spodbude in kje lahko potem starši in učitelji skupaj potem najdejo tudi neko novo pot. Velikokrat učitelji imajo pomembne informacije o otroku in če jih dajo na primeren način, jih starši slišijo. In ne z očitki, ampak z neko podporo, tako sem že rekla. Se pravi, na nek način v tem sodelovanju in pač vzgoji otroka. Kaj pa s temi odnosi med učitelji? Kako naj na nek način oni tam sodelujejo, se spravijo oziroma da na nek način delajo čim boljše možno za otroke? Ja, tako kot v vsaki službi, je tudi zlasti pa pri službi, kjer še potem nadalje delamo z ljudmi, so zelo pomembni odnosi med delavci v organizaciji. Tukaj ima pa ključno vlogo vodstvo šole. Vodstvo šole je tisto, ki je pa odgovorno za to, da se učitelji med sabo imajo možnost povezati, da imajo možnost sodelovati. In vemo, da vse organizacije, ki dobro delujejo, zelo veliko delajo na tem, da se zaposleni v svojem delovnem okolju dobro počutijo. In to je tisto mogoče, kar tudi našim šolam malo manjka. Ne vprašamo se, kako se učitelj počuti v svojem delovnem okolju, ali ima vse, kar potrebuje za svoje delo in tudi kako se učitelji med seboj povezujejo, ali imajo dovolj možnosti tudi izven tistih delovnih obveznosti, da se podružijo, da se izmenjajo mnenja, da se zbližajo na nek način, ker to je vse tisto, kar pomaga potem k splošni klimi. Se pravi, imajo ravnatelji ogromno enega odgovornega dela, ne? Seveda, seveda. So vodje šole in so odgovorni za svoje zaposlene in je prav, da poskrbijo tudi za to, da se učitelji dobro počutijo in da lahko potem tudi dobro opravljajo svoje delo. Čeprav razumem, na nek način je, kot sem že prej govoril, temelj naše družbe pač šolstvo. In če pogledamo malo dalje, kaj bi bilo tisto najbolj idealno za to, da pač na nek način naša družba raste oziroma da se ta temelj poglablja in na nek način naredi neko še boljšo možno varianto bivanja pač na nekem območju. Če pogledamo iz stališča učiteljev, o tem, kar sva danes govorila, jaz mislim, da bi bilo treba danes bistveno bolje poskrbeti za čisto splošno počutje učiteljev v šoli in v svojem delu, dati jim več suverenosti nazaj, več možnosti odločanja o stvareh, kako, na kakšen način bojo peljali učni proces. In predvsem dati jim tudi sredstva in možnosti, da bojo lahko svoje delo dobro opravljali. Seveda, v Sloveniji, kjer imamo javno šolstvo, je to seveda majčkeno bolj kompleksna težava, ampak mislim, da bi moglo izobraževanje težiti k temu. Učitelji so nosilci našega izobraževalnega sistema in jih včasih jemljemo za preveč samoumevne. Se pravi, bi na nek način morali dati temu poklicu neko večjo vrednost. Tudi družbeno vloga učitelja pa vrednost učiteljskega poklica pada. In to je sigurno zaskrbljujoče, če gledamo iz stališča naših otrok in razvoja družbe na splošno.
Si lahko, na primer, čisto vsaki posameznik, učitelj povrne to svojo vlogo sam? Seveda je kamenček v mozaiku, ki se začne sestavljati, in potem nastane neka nova zgodba. Ampak dejstvo je, da te kamenčke sestavlja lahko samo, če je neka podpora in če je neka splošna klima, ki k temu pripomore. Seveda pa to ni opravičilo za neodgovorno učiteljsko delo. Vsak učitelj je odgovoren, da kljub, tako kot sem že na začetku omenila, kljub vsem motečim dejavnikom odgovorno opravlja svojo pomembno vlogo. To je izobraževanje naših otrok. Se pravi, učitelj je lahko ponosen na sebe in na svojo vlogo, ki jo ima. Kaj bi mogoče rekli še za konec? Absolutno. Jaz iz svojih izkušenj, zdaj že nekaj časa, sicer nisem v osnovni šoli, ampak iz svoje izkušnje dela v osnovni šoli lahko rečem, da neizmerno cenim to delo, ki ga opravljajo, ker vem, da je težko in odgovorno. In želela bi jim sporočiti, da vsa ta pomembnost je cenjena in da se bo nekoč izkazala še tudi širše družbeno, ker res delajo pomembno nalogo v naši družbi. Jaz vam zahvaljujem za vse te spodbudne besede učiteljem in staršem in vsem ki delajo v šolstvu. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa želim čim več prijetnih in lepih ocen. Hvala, vse dobro.